Spominjam se, da je nekako, pred 9 leti smo z Goranom malo obojala zadnje spomine, ko je imel to tržaško delo, da je podpisoval knjige. Malo počakali, da se vrimo. Zdaj smo malo obojala spomine, ko je imel to težaško delo pri podpisovanju knjig in smo se spomnili, da je nekako bil tudi pomladni čas, se mi zdi. Jaz se spomnim, da je bilo isto tako sončno vreme pred 9 leti, ko je prispel njegov mail, takrat še čist, ne vem, čist neznanega avtorja, ker je bil že znan kot filmski publicist, ampak vendarle pisateljsko še povsem neznanega z rokopisom Čefurjev in že po dveh straneh se meni seveda zdela stvar zelo zanimiva. In na zadnje minilo je kar 9 let že zelo kot bi mignil, kot se reče, ne. In zelo sem vesel, da lahko danes predstavljamo tretjo Goranovo knjigo, tudi v letu, ko založba praznuje 20-letnico in lahko mirno rečem, da zadnje desetletje je obeleženo seveda tudi z Goranom. Vsi poznate verjetno njegove prvi dve knjigi, izjemno dobri, uspešni v vseh smislih besede, tako v prodajnem, popularnem, da rečem tako, kot seveda v strokovnem, za obe je dobil nenazadnje Kresnika. Poudaril bi tudi to, da sta obe knjigi tudi zelo že prevajani v tuje jezike, sploh če poštevamo siceršnji kontekst prevodov slovenskih avtorjev, lahko vam kasneje tudi kolegica Renata, ki vodi mednarodno sodelovanje, da tudi bolj točne podatke, ampak mislim, da je že koliko jezikov prevedeno, imaš ti v glavi mogoče? Mislim, Čefuri so zdaj 8, Jugoslavija pa tukaj na 5. Tudi, ne. Pa še se premikajo zadeve, tako da smo zelo vsi veseli, da seveda tudi Goranova literatura doživlja lep odmev v tujini. Mogoče podatek o prvih dveh knjigah, Čefuri mislim, da so se prodali blizu 17,000 izvodov, Jugoslavija moja držela okrog 8,000 in tisto, kar je pa najbolj pomembno, se mi pa zdi to, da je Goran zbral energijo, koncentracijo, da ga uspeh ni ponesel, da rečem tako, da bi na lahko, na hitro napisal še hitro kako knjigo, ampak se je vzel svoj čas, premislil zadeve in zelo temeljito naredil in prepričan sem, da je Figa njegov, seveda, težko rečemo, vrednotimo, ker vsak roman ima svoj pomen, ampak izredno ambiciozen tekst, izjemno dober tekst, tudi tokrat, moram reči, ko sem ga prvič bral, tako je bilo jasno, da gre za velik roman, na katerem je Goran dolgo delal in tudi ga dodeloval še v zadnjih mesecih, tudi v sodelovanju z urednico Špelo. In mogoče za začetek bi vam to povedal, da je to roman, ki ga ni čisto lahko uvrstiti v neko oznako, ampak gotovo je to na nek način družinska epopeja. Kaj ti govori o 3 generacijah. O generaciji dedkov in babic, so recimo bili rojeni tam v 30 letih, o generaciji recimo naših staršev, moje Goranove generacije, Goran malo mlajši par let, ampak tu nekje, in pa seveda o Goranovi generaciji oziroma recimo neki generaciji, ki je danes, ne moramo reči več, da je najmlajša, po tistih klasifikacijah, Zveza socialistične mladine imela do 27. leta, da si mlad za evropske politike imajo do 30. leta, ne, če iščeš kot brezposlen zaposlitev, ene zelo širokogrudni imajo tudi do 35. leta. Teda Goran glih na meji med tisto, da rečem, mlado in srednjo generacijo. In zdi se mi ta roman zelo dober, ker mislim, da je Goran šel tu izrazito tudi v globino odnosov, zelo osebnih odnosov. To je roman, ki govori o mejah in seveda tudi o mostovih, o prelivanjih, o stikih, ampak hkrati pa zelo močno o mejah. O mejah med kulturami, med narodi in seveda najbolj pomembno za to knjigo o mejah med ljudmi, o mejah nenazadnje tudi v nas samih, kaj si upamo priznati, kaj si upamo na nek način sami seboj v pogovor artikulirati. Roman ima izjemno slikovito, da rečem, scenerijo, dogaja se večinoma seveda, ali je sidriran v Ljubljani, hkrati v Istri, kjer si ta dedek postavi hišo kot neko pribežališče ravno na meji, za katero niti ne ve, da bo kasneje postala še bolj meja kot v tistem trenutku. Dogaja se v Bosni, dogaja se tudi v Egiptu,
Dogaja se skozi zelo širok časovni lok, od pravzaprav 50 let 20. stoletja, pa tudi nazaj se kaj spusti, do pravzaprav današnjega časa, z vsemi zgodovinskimi prelomi, ki se zgodijo od socializma v kapitalizem in vse to, kar poznamo. Ampak ključna dimenzija tega romana je po mojem mnenju ta intimni moment, to soočanje z mejami pravzaprav v sebi in v odnosu do drugih. Ta tema se ponavlja skozi vse te generacije, ki so v romanu in nekako prihaja na plan na en zelo, po mojem mnenju, zelo močan način, skozi ta epski tok številnih zgodb, številnih osebnih usod, izčiščen roman kljub debelini in se zelo vesel, seveda pa tudi sam naslov z enim zelo močnim sporočilom, s figo kot simbolom, pravzaprav tudi neke življenjske moči in veselja. Ob vsej tej, da rečem, tudi mali resignacije ob vseh mejah, ki nas doletevajo v življenju. Da bi Goranu čestitev posebej za ta roman, pa bi mogoče najprej še Špelo prosil za par besed, da pove tudi kot urednica, ki zelo temeljito dela z vsakim avtorjem in tudi tukaj mislim, da veliko dela opravlja in bila v veliko oporo. In Špela, mogoče še ti nekaj misli, preden seveda Goran strne svoje prve vtise, zdaj po koje knjiga malo že izven glave, ne? In je natisnjena, ko se nekako spremeni v nekaj, kar je tvoje, pa nič izveč tvoje, izvoliš kaj. Ja, v bistvu je res, roman Figa je tako, kot je že Mitja omenil, roman nekih prepletajočih se družinskih zgodb. Pripoveduje jih glavni protagonist, najmlajši izmed te generacij, Jadran Dizdar, ki je Ljubljančan v 30 letih, ki se v bistvu v trenutku začetka romana nekako znajde v partnerski krizi. Zapusti ga njegova Anja, mati njunega otroka, kar se ne zgodi prvič, ampak v istem trenutku pa izve, da mu je umrl dedek Aleksander. In to je nekako sprožilni moment, ki Jadrana, pripovedovalca, požene v raziskovanje svoje preteklosti, spominov, pa na nek način je v bistvu to raziskuje zgodovino vseh teh odhajanj, ki so se zgodila v širši družini. Prvo, kot že omenjeno, smrt dedka, ki je odšel domnevno s pomočjo neke sumljive stekleničke zdravil, ki so pripadala že prej umrli njegovi ženi, se pravi Jadranovi babici, ki je prav tako na nek način v enem prelomnem trenutku odšla v svet spominov, v svet pozabe, ki se tudi odpira tema demence pa razvoja tega odhajajočih spominov. No. V tem trenutku se Jadran začne ukvarjati tudi z odhodom svojega očeta, ki je v prvem letu Balkanske vojne izginil z Ljubljane, ne v čist jasnih okoliščinah. In potem, ko Jadran v bistvu začne povezovati vse te zgodbe, drobce spominov in bolj, ko se mu zgodba sestavlja, bolj na koncu ugotovi ob tem, ko se k njemu vrne njegova Anja, da razumevanje vse te kompleksne preteklosti, vseh teh odhajanj, mu še v bistvu nadaje enačbe, magične formule o tem, zakaj on ravna tako, kot ravna v sedanjosti. In na nek način je, tako kot je izpostavil že Mitja, roman v groben rečeno prevprašuje ravno to mejo med neko osebno, legitimno željo po eni osebni svobodi in odhod v smislu iskanja osebne svobode, ali pa na drugi strani odhod kot pobeg iz ene situacije, ki postane v enem trenutku težka. To posebinsko na kratko mogoče. Hvala, Špela. Torej, kot vidite, se seveda odpirajo v romanu cel kaleidoskop tudi zelo zanimivih tem, od demence, samomora, najrazličnejših tem, prevletenih. Goran, mogoče tvoji vtisi zdaj, ko je malo vendarle obdržala zadeva v romanu, zbral si svojo energijo, nič te ni, da rečem, zmedel v uspeh, ki je seveda relativna zadeva vedno in nastal je res odličen roman. Hvala obema za tako lepe besede, lep pozdrav po mojem imenu vsem, ki ste
šli in tudi počakali, da sem jaz prišel, zakaj sem... Ampak ni on kriv za to, da ste videli. Da sem malo hitel, tako da mogoče še malo zadihan. Ampak sem probal to nekako ten tisek povzeti v svoji glavi. Meni se pač od nekdaj zdel, da vsi mi na nek način ves čas sestavljamo neko svojo zgodbo. Že ko se rodimo, smo nekje postavljeni kontekst nekih odnosov. Svetka, takoj smo sinovi, ali pa hčere, takoj smo vnuki. In vse to v bistvu dobimo. Seveda nam vsega ne zaupajo takoj, marsikaj nam zamočijo. In neprestano odkrivamo neke stvari in v bistvu s tem tudi neprestano svojo lastno zgodbo spreminjamo. Seveda pa, ker nikoli ne vemo čisto vsega, je pač vsak po svoje tudi malo manipulira, glede na to, kakšen izid te zgodbe bi rad in kakšen izid mu nekje ustreza. Te številne zgodbe starih staršev je seveda možno sestaviti v več različnih prepletov in seveda dobiti tak ali drugačen izhodišče. Tako da meni se vedno zdaj, da pa nekako povedati zgodbo o posamezniku je pač na nek način skoraj nujno povedati tudi to zgodbo, ki si on sam sestavlja vse. In čeprav tu v osnovi sem hodil povedati neko zgodbo enega para, ki je nekje na nekem razpotju ali pa tudi ne, se mi je zdelo, da pač je zelo pomembno vlogo vedno igrati tudi ta zgodba, ki vsak v tem paru nosi sam. Največkrat se mi zdi to, da so to neke teorije zarote, ki si jih spletemo sami proti sebi na nek način. Izberemo iz svoje preteklosti tisto, kar naj bi nas po našem mnenju najbolj zaznamovalo, določalo, zaradi česar počnemo to, kar počnemo. Nekako se predamo vse tej svoji družinski zgodbi v roke in se s tem operemo krivde za vsa svoja dejanja. Tako da v tem smislu sem hotel napisati neko vrsto kot autobiografije glavnega junaka, ki jo pripoveduje z namenom, da bi sam sebe opravičil za to, kakršen pač je. Seveda pa pri tem se odjadraš v različne čase, v različne zgodbe, vsaka zgodba te seveda odpelje drugam. Vsak čas se na nek način naseliš in ko se naseliš pač v nek čas, tam odkrivaš stvari. In to, kar jaz v bistvu, kar najbolj občudujem pri svetu literature, da mogoče še zadnja nekako umetnost, ena zadnjih, ki ima ta privilegij, da lahko res ustvarjaš na dolgo, da ustvarjaš svoj tempo. Tega ni več po filmu, tega tudi ni več v gledališču, tega skoraj nikjer ni več, razen mogoče, ne poznam primera, da mogoče kakšni ljudje si to nekje izborijo. Mislim, da literatura je zadnja, kjer lahko nek roman nastaja več let v nekem svojem ritmu, kjer se lahko prepustiš nekemu občutku, da živi s tabo, da počasi priplavajo stvari na dan. In ta roman je seveda res tako nastajal, da so posamezni deli nekaj časa živeli, pa potem odležali, pa sem se potem jim spet vračal. Tako da je bil potem seveda dolg proces, da se je to seveda sestavljalo nazaj v neko celoto, neka vrsta montaže. In dejansko je tu ogromno stvari tudi šlo ven, pa nazaj noter, pa spet ven, potem je bilo dolg proces nekega čiščenja odvečnih stvari. Verjetno je še kakšen odvečni stavek, ki je definitivno, če bi šel čez 2 meseca spet skozi, bi kaj vam meto, pa kaj dopisal to, ampak v enem trenutku se mi je zdelo, da to nekako je tisto, kar sem s tem hotel ne povedati, mislim, ne vem, če lahko ta roman, večer sem z njim kaj povedal, ampak nekaj sem prenesel v besede, bi rekel. Ker izhaja pa v bistvu ta zgodba pravno iz tega občutka, ki ga mislim, da imamo vsi, v določenem trenutku, ne glede na kako veliko uživamo v nekem našem življenju, kako zelo imamo radi ljudi, s katerimi živimo, s katerimi smo prisiljeni živeti, če govorimo o družini. Imamo včasih tudi željo, da bi od vsega pobegnili, da bi šli nekam, kjer nas noben ne bi poznal. In ta želja, seveda, je ta občutek, kaj bi se zgodilo, če bi jaz
vse dan spakiral in šel, kako bi to delovalo. To mogoče ta začetna želja je zdaj odpisana na pol strani, nekje popolnoma vmes. Ne bom vam razkril, kje, obljubajte, ker je več takih momentov, ampak dejansko pač ta slika, ki je bila v glavi, je pač potem sprožila vse ostalo. Seveda pa potem, ko to umestiš v nek prostor, ko umestiš v nek čas, seveda enostavno, to pa je nekak prekletstvo našega prostora, ali pa tudi njegova na svoj način literarna lepota, da seveda pripelješ tudi mnoge zgodovinske dogodke, ki seveda pri nas, kakorkoli hočeš pisati o nekih intimnih odnosih, o ljubezni, o partnerstvu, se to žal nekako vedno odvije v kontekstu nekega časa. Zelo težko se mi zdi pri nas pisati neke nadčasovne zgodbe. Zelo težko je razumeti kjerokoli tudi ljubezensko zgodbo, ne da bi v bistvu opisal čas, v katerem se je dogajala. In na srečo meni to na nek način všeč, jaz v tem uživam, kako odkrivati, kako se čas, ne mogoče ni nujno, da je to, da se govorimo o partnerstvu, ki se zgodi na prvi liniji fronte, ampak vedno se čas na svoj način neke zgodovinske okoliščine vpletejo, pridejo med ljudmi, se naselijo med njih in seveda potem tudi včasih določajo razvoj tega odnosa in zaznamujejo potem ljudi. Tako da to je na nek način tudi bila ena od idej tega romana, da pač poskušam opisati, kako različni časi seveda vsakič na podoben način udirajo te naše odnose in kako smo vsi na nek način žrtev tega prostora in časa, v katerem živimo, čeprav se v bistvu prepričujemo, da to ni res in da imamo vse stvari seveda pod kontrolo in da se ne pustimo stvarem, da bi nam prišle pod kožo. Tako da nekako sem se tudi otresel enostavno tega, mogoče kaj ta uspeh, o katerem Mita govoril, mislim, že pri prvem romanu sem rekel, da v bistvu bi se težko odločil drugega, če pri prvem ne bi bil na ten način doživel tako pozitivnih odzivov, ker se mogoče ne bi upal. In tu pa sem se tudi nekako, enostavno sem se podal nekam spet, po mojem mnenju, dosto neznano, neobremenjen, da more ratati ali nek novi Čefuri Raus ali pa neki nova Jugoslavija. Vedel sem, da bo nastalo nekaj popolnoma drugega, vedel sem, da mogoče bo nastalo, ne vem, tudi čez čas šele, nisem jo v bistvu modil in moram reči, da sem v bistvu, ne glede to, da je ta proces kar dolgo trajal, precej dlje se mi zdi od pri prejšnjih romanih, ampak bi skoraj rekel, da sem bolj užival, ravno zaradi tega, ker nekako je to nastalo počasi in brez kakršnekoli moje izrazite želje, da bi točno na določeno mesto prišel in točno določen naslov, točno določeno knjigo s nekim namenom napisal. Pa ne rečem, da sem prejšnje, mislim, dosti podobno, mogoče so pol ratale take, da so imeli neko jasno sporočilo, vsaj v naslovu. Tu sem si pa takoj tudi naslov zbral tak, da v bistvu ne odpira nekega prostora. Mislim, da Čefuri Raus pa je moja dežela tako odprejo marsikaj, tudi dvignejo pritisk komu. Mislim, da Figa pač meni nekaj pove. Figa v bistvu čisto zame osebno je to beseda, ki mi odpre nek svet in ki odpre tudi svet tega romana, tako kot ga jaz doživljam. Predstavljam si, da tudi zato, ker ima ta beseda več pomenov, marsikomu odpre popolnoma nekaj drugega, ampak verjetno brez nekega drevesa pred neko hišo tega romana v tej obliki definitivno ne bi bilo in da se mi je zdelo, da to nekako je pravi naslov za način, na katerega je ta roman nastajal, za neke razloge, zaradi katerih je nastal. Mislim pa, da ni potrebe, da zdaj gremo v neke detalje, ker mislim, da to je pa na bralcu, da potem svoj svet poveže z mojim in nekako dobi svojo knjigo. Na nek način zelo intimen roman, kot je Goran pravzaprav povedal, seveda za vso zgodovino od zadaj. Izjemno se mi zdi, kako je obdržal to sproščenost ustvarjalno, da ni ponovil
vaje v slogu, ker te hitro zamika, da bi nekaj, kar je uspešnega, kar je v redu sprejeto, človek ponovil, in to se mi zdi seveda tudi odlika velikega pisca, da v bistvu vedno znova gre do neke mere drugačno smer, čeprav seveda sledi nekim svojim obsesijam, normalno, ampak vendarle, da je nekako, da odpre nek nov prostor v sebi in potem seveda tudi v samem literarnem delu. In to je pravzaprav, če tako gledamo roman o družini in vsem, kar se pravzaprav znotraj družine lahko zgodi, kar prehaja iz roda v rod, kar se v bistvu zgodi z družino v nekem socialnem, zgodovinskem kontekstu in tako naprej. Rad bi posebej poudaril tudi to, da jutri 18. bo Goran podpisoval knjige v naši knjigarni, ob 19. bo, mislim, da zelo lep dogodek, bo tudi nekako označil Noč knjige v Mini teatru, se bo Goran pogovarjal z Jeleno Aščič, brala boste iz romana Marko Mandič in Nina Valič, dva seveda odlična igralca. Rad bi povedal tudi to, da smo se odločili za manjši eksperiment, da knjigo do 9. maja prodajamo zgolj v naši knjigarni in na naši spletni strani. Želimo s tem tudi nekako v 20. obletnici delovanja založbe poudariti, da rečem tako, neposredni kanal prodaje. Kasneje pa seveda na veliko tudi po vseh knjigarnah in tudi po kar nekem lepem številu Petrolovih črpalk, kajti mislim, da je za knjige v današnjem času zelo pomembno, da lahko na zelo različne načine pridejo do bralca, tudi do kupca. Nenazadnje se je ta prostor precej krčil v zadnjih 20 letih in prav je, da poskušamo na razne načine seveda bralce pridobiti nazaj, oziroma da bi ljudje dejansko tudi kupovali knjige. Morebiti imate že zdaj kakšno vprašanje, sicer bo Goran gotovo tukaj, da lahko tudi ga zdaj vprašate posebej kaj, lahko pa tudi seveda tako predvsem. Jaz imam eno vprašanje za Gorana. Koliko in če je v tej knjigi vašega autobiografije, ali je kaj to prisotno, ne? In, no, pa še bilo vprašanje. In no, ker drugo vprašanje moje pa je, če kdaj v odločnosti tudi načrtujete film? Najprej odgovorim na drugo vprašanje, ki je veliko lažje, ne. Goran, torej zdaj dokončno pisatelj za nekaj časa. Ker na začetku nikte vidite. Zelo težko bi bilo to vse zaobjeto en film, pa tudi če bi delčke posamezne hotel, mislim, da me ne mika, saj pa tudi me ne bo. Prvo vprašanje pa, mislim, je pa takšno, da jaz mislim, da na nek način avtor z vsakim delom nek način napiše svojo autobiografijo. In vsaka je hkrati resnična in lažna. Tudi tukaj noter je ogromno mene. Ogromno je celo takih zgodb, ki se zdijo skoraj prepisane iz moje autobiografije. Nekatere take, ki boste mislili, da so, pa niso, in nekatere take, ki se vam bo zdaj, da sem se jih zmislil, pa se jih nisem, ker je pač vsaka autobiografija sestavljena iz verjetnih in neverjetnih dogodivščin. Ampak jaz mislim, da pač dejansko pač vsakič izhajaš iz sebe in tisto, kar, kot je Mitja prej lepo povedal, kar odpreš v sebi, potem poskušaš odpreti v bralcu. Tako da jaz tu res nekako ostajam v svojem svetu, pač Slovenija, Istra, Bosna, tu nekih prostorih in nekih emotivnih prostorih, ki so dejansko moji in pač jih pa potem pač prepletam z domišljijo, ki nikoli ni samo domišljija, ampak je vedno spet nekje plod nekega avtorjevega pač doživljanja. Tako da mislim, da pač kdor me pozna, bo sigurno prepoznal neke stvari, za katere bo mislil, so autobiografske, tako kot je v prejšnjih knjigah. Mogoče ni tako tujega elementa, kot je Vojni zločinec, tokrat ne, ampak... Tega ni, ne? Ampak sigurno je pa tudi marsikaj, kar je predvsej daleč od moje lastne izkušnje. Tudi mislim, da je Goran zelo lepo danes to povedal, to je res, kakor je po eni strani literatura marginalizirana v sodobnem svetu, ki deluje na eni, kako bi rekel, izrazito senzualni ravni, izrazito hitrosti, vsem tem, ne. Po
produkcija, vse posod nekako vse je klasificirano, normirano. Je res literatura kljub tej navidezni odrinjenosti, po drugi strani polje ene velike svobode. Ker dejansko imaš to lahko, kot je zelo lepo Goran povedal, ko se osvobodiš, kar mislim, da se je njemu zgodilo teh pritiskov, kaj naj bi bilo, kdaj kdo kaj pričakuje, scena, ne vem, kdorkoli, da je to res ena velika svoboda, da lahko en cel svet kreiraš pravzaprav sam in tudi v nekem času, ki je tvoj čas, ki se lahko stvari pojavijo, vzniknejo na najbolj nepričakovanih mestih, najbolj nepričakovanih trenutkih. In se mi zdi zelo pomembno, kar je Goran danes povedal, kaj je pravzaprav na nek način pa ena velika svoboda literature v današnjem času. Vsej na prvi pogled preprosto niso, ampak v bistvu pa zelo temeljna in marsikomu po mojem tudi v pomembno sporočilo, marsikomu, ki se obremenjuje z vsemi hipnimi odzivi, pa kaj naj bi literatura bila, pa koga naj bi nagovarjala, pa kak naj bi, ne vem, to pa ono. V bistvu pa je ta temeljna svoboda, ki jo literatura prinaša, pravzaprav tisto največ, kar lahko prispeva k temu svetu. Ja, mislim, meni se zdi to, da v bistvu se bomo zaradi tega vedno zatekali nazaj k literaturi, ravno zato, ker ta čas vedno manj prostora za neko komunikacijo, tako poglobljeno, postaja, mislim, da živimo v času parol, sloganov, sporočil v omejeni dolžini 140 ali celo manj znakov in enostavno je včasih literatura edini prostor, kjer lahko z nekom intenzivno dalj časa in komuniciramo. Ko beremo nek roman, dejansko, čeprav verjamem, da se da tudi marsikateri roman prebrati nekako v enem sedenju, kot temu pravimo, pa lahko pa tudi beremo mesece in že res vzpostavimo neko globljo komunikacijo. In to v današnjem času bomo začeli, se mi zdi, enostavno spet zelo ceniti. Saj jaz nekako to že počnem, mislim pa, da tudi večina od vas, pa da bo vedno več tudi ljudi začeli to odkrivati, ne? Da enostavno bomo vedno bolj potrebovali na to vrstno komunikacijo, ki jo literatura omogoča. Mogoče bi v tej priložnosti, ravno ko govorimo o pomenu literature, vas posebej opozoril še en zelo ambiciozen projekt založbe, ki si počasi utira pot, to je Verzopolis. Pred kratkim smo začeli izdajati revijo posvečeno knjigam kulturi v angleščini, torej digitalno revijo, katere cilj je, da dobi neko solidno mesto v evropskem merilu. Lahko si ogledate, dnevno so na njej v tej digitalni reviji nove vsebine, kolumne, eseji, ki skušajo pravzaprav govoriti o knjigah, o širših družbenih problemih. In verjamem, da to je ena pomembna stvar za Slovenijo, da skušamo v sodelovanju s številnimi partnerji, tudi znotraj platforme Verzopolis in seveda precej širše, postati nek dejavnik na evropskem zemljevidu. Kako se bi Verzopolis, ja. Torej, to je v bistvu v osnovi platforma, namenjena povezovanju pesniških festivalov, katere koordinator je Beletrina. 12 festivalov trenutno sodeluje, od Nemčije, Francije, Pariza in tako naprej. In to je velika čast, da smo lahko koordinatorji take velike zgodbe, torej vodilni partner. In letošnje leto, ker ta stvar poteka zdaj že leto pa pol, je stvar nadgrajena za to digitalno revijo in s tem dobiva tudi, kako bi rekel, en širši komunikacijski pomen. In si lahko to ogledate, mislim, da je pomembna zadeva, ko smo že pri vlogi literature. Nenazadnje, forma knjige se bo menjavala, mediji bojo drugačni, mogoče bomo brali elektronske knjige, ker tudi počnemo z Biblosom tiskane, verjetno tisti, ki smo bolj tega navajeni. Ampak sama narava literature, zgodb, samo predspraševanja in podobnega bo ostala v mojem globokem prepričanju vedno enaka. In o tem se mi zdi, da je Goran tudi kar nekako danes povedal nekaj. Mogoče še kakšno vprašanje zdaj predvsem? Jaz sem že malo pogledal zadnje strani, ker predel sem stvari se dogajajo na koncu, ne, in tam sem jaz začudom opazil, da je ta vaša figa neskončno visoka, ne, ker vi se bojite, da boste zgrneli v globino. Jaz sem videl že marsikatero figo, ampak nisem imel občutka, da se kam leza visoko in da se kam zgrni.
pa ta neskončen edini sadež na tej knjigi piše po noči, ki naj bi ga vi dobili, trgal skrivaj in nesel ljubi, verjetno. Ne? To se mi zdi neka zelo močna metafora, ki lahko kaj povedal. Ja, zdaj bo poli mogel razložiti konc zgodbe. Ja, sigurno, mislim, drevo kot tako, če govorimo o družini, sigurno je metafora. Ne? In tudi ta sadež, ki se ga ta glavni junak na vsak način želi ubrati, je seveda po svoje tudi neka metafora. Kar pa je sem svojega, če smo že prej bilo vprašanje avtobiografskosti, pa tu moj odnos do fige, namreč jaz nisem ljubitelj fig, da se razumemo. Nikoli bil. Sem jih jedel dedkovo marmelado, figovo. Ampak bi sigurno naštel vsaj 5-6 sadežev, ki so mi bili in so mi še vedno ljubši. Ampak nekako moj odnos do fige in do drevesa in do sadeža pa je bil ravno vedno zato tako nekako intimen, bi rekel, ker sem pa vedno te sadeže nabiral za druge, za ljudi, ki sem jih imel rad, ne, ki so pa vedno nekako ljudje okrog mene oboževali. Ne. In je bilo tudi zato, ne vem, ker to ni bilo zame, ne, ker nikoli nisem robutal ali pa nabiral za to, da bi se sam najedel, ampak je vedno to pomenilo, da nekomu, da to počnem za nekoga, je ta odnos do tega drevesa in sadeža pač postal veliko več kot pa samo nek drugačen odnos do neke hrane, do nekega okusa, do nekega vonja. Tako da v tem smislu to sem pa tudi, ta odnos sem tudi podaril svojemu junaku, ki na nek način tu se šele zave, zakaj v bistvu tisto noč pleza po tem drevesu in kaj tam išče. In zakaj se v bistvu tako neznansko želi najti zadnji sadež, ki še obstaja na drevesu. Tako da, ne vem, za vse drugo pa moram reči, da morate pa knjigo prebrati. Je pa tudi naslovnica, mislim, da je zelo lepa in da se seveda tudi referira na nekako to osnovno podobo, lepo podobo, ki nosi številne pomene. Povabil bi vas, da seveda še po samem tem bolj formalnem zaključku Gorana kaj vprašate, karkoli skoraj. Res bi mu čestitev od srca še enkrat za to knjigo, ker se mi zdi, da je opravil, da rečem tako, svojo nalogo mojstersko, z odliko, ker ti redki zdržijo na nek način tak pritisk, redki se znajo tako izolirati. In to je pravzaprav vedno odlika tistih pravih avtorjev, ki pravzaprav, da rečem, obstanejo na dolge proge in mislim, da Goran prav s figo potrjuje, da bo dejansko stol zapisan, da je neko obdobje dejansko obeležila njegova literatura in povedala o nas vseh skupaj marsikaj, kar mogoče težje artikuliramo v drugih diskurzih in na druge načine.